In če dodam to poslanico, ki je bila rečena na Svetovni dan miru, manjka samo ena zadeva, da bi vsako leto bilo 365 dni Svetovnega dneva miru. Kajti potem bi dosegli tisto, kar misli, da rabimo. Lansko leto je bil v tej hiši na obisku gospod Juncker. Eden od predlogov v uradnem govoru je bil ta, da ne predlaga, da NATO ukine polovico prispevkov za vojno industrijo in da to polovico denarja vložijo v Sirijo in druge vojne države z izgradnjo novih mest, novih tovarn, novih naselj, konec koncev šol in podobnih drugih ustanov. In če tega ne bomo dosegli, mogoče bo šlo v to smer, ki je govoril Tone Partlič, o tej črni sliki, ki nas čaka, da moramo biti glasni. Ampak to je pa standard, to pa ni namenoma. Vsaka 15-6. Ampak jaz verjamem v tisto drugo sliko in sem optimist tudi zaradi svojih vnukov. Mislim, da je Ljubljana ravno pravi primer za ves svet, kako se obnašamo do miru, kako se obnašamo, da nimamo nobenih ograj v glavah in tudi okoli mesta. Pri nas sprejemamo vse ljudi in enostavno želimo in živimo v principu, da živimo skupaj in spoštujemo različnosti. Ravno kar je v prvem nadstropju mestne hiše okrogla miza, ki govori o pravicah LGBT skupnosti. Mi imamo tudi certifikat za to. Ampak gre samo za en detalj, ki pove, da lahko pokažemo celemu svetu, kako živeti v miru, kako ustvarjati. In trdim in hvaležen sem vsem mojim sodelavcem, tudi vsem Ljubljančanom, da ta praktičen primer, ki ga tu doživljamo in tudi številnih obiskih iz tujine, tako kot strokovne ekskurzije, kot turisti, kot tudi delegacije, vzamejo za primer, kakšno je lahko naše življenje. Pa imamo tu nekaj teh naših najmlajših in soglašam s tem, da moramo biti vsak dan glasni. Spoštljivo glasni, da povemo, da hočemo živeti v miru, v sožitju, v spoštovanju vsakega človeka. Jaz sem prepričan, da so organizatorji izbrali pravi kraj, bom pa zelo vesel, ko bo naslednje srečanje tako polno, da bojo vrste ljudi, tam še do hotela Slon, po celi Čopovi, pa na tej strani do Tržanci in na drugi strani do Čevljarskega mostu, takrat bomo pokazali, da nas je veliko več, ne samo, ki želimo miru, ampak ki upamo govoriti proti vsakemu sovražnemu govoru, proti vsakemu nasilju, proti komerkoli. Prišel bo čas, ko bomo po mojem nehali se skrivati za temi raznimi novimi socialnimi omrežji, s tviti in žaliti ljudi, ki jih niti ne poznamo. Osebno menim, da to srečanje en na eden, ko se lahko pogovorimo, ko tudi lahko izrazimo nasprotna stališča, pomeni, da hočemo živeti v mestu, v državi, ki hoče imeti mir, ki živi v sožitju, ki spoštuje vsakega človeka. In ne le to, da imamo parlament, ki poslušamo tudi sovražne govore v tem našem prelepem mestu, jaz verjamem, da ravno ljudje, ki so v tem mestu, tako domačini kot tisti, ki pridejo, so lahko glasniki miru. Tako da še enkrat organizatorjem iskrene čestitke. Za drugo leto bomo pa vsi pozivali, da bodo te ulice polne nas, ki hočemo mir za vedno. Srečno Ljubljana, srečno Slovenija, srečno svet. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod župan.